Vtisi so dobri, nam je ključno, da se z ministrstvi pogovarjamo. Rezultati sicer vedno ne sledijo dialogu, to je tudi državni sekretar izpostavil, ampak ni vedno to, bom rekel, krivda strokovnih služb na ministrstvih. Važno pa je, da so te komunikacijske poti odprte, da se z njimi redno sestajamo, da debatiramo, tudi če se ne strinjamo. Nikoli ni to škodoželjno, mi si pač želimo, da bi se stvari uredile. Tako da mi smo zadovoljni z odnosom, s komunikacijo, mogoče ali pa pričakujemo, da bo nekoč pa tudi, bom rekel, rezultati sledili, da bomo res rekli, nekaj konkretnega smo speljali zaradi dialoga na posvetu. Jaz bi se Zbornici za zaposlovanje z nepremičninami bi se najprej zahvalil za organizacijo tega dogodka v Portorožu. Tukaj je bilo ogromno enega strokovnega dela upravljenega, veliko nekih koristnih predlogov je bilo tudi danih. Tako da mi na ministrstvu smo zelo veseli, smo tudi v preteklosti dobro sodelovali z vsemi temi deležniki, ki so bili tukaj prisotni in bomo tako tudi nadaljevali. Zdaj tisto, kar je za nas v tem trenutku mogoče prioriteta, je delo na stanovanjskem zakonu in še en projekt, to so evalvacija tega gradbenega trojčka, to pomeni gradbeni zakon, zakon o arhitekturni inženirski dejavnosti in zakon o urejanju prostora, kjer gremo tudi zdaj v neko analizo in v neke predloge izboljšav. Tako da tudi tukaj nekako apeliramo na sodelovanje gospodarske zbornice in seveda se veselimo tega nadaljnjega sodelovanja z vami. Mislim, da so lepo zbrana strokovna priporočila, pa tudi interesno priporočilo tako gospodarstva, predvsem pa nepremičninskega področja. Kar se tiče predlogov, ki se tičejo posredno vrednotenja in obdavčitve nepremičnin, so predlogi več kot sprejemljivi. Mislim, da smo iz tega lahko ugotovimo, da imamo skupne cilje. Poenotiti sistem, dati ga na isto merilo, na nek način tudi postaviti omejitve, da ne bo arbitrarnega odločanja in omejiti te zgornje, bom rekel, meje. Seveda sledi še potem večje število manjših predlogov, ki pa so ravno tako pomembne. Saj na koncu bi bili želeli vsi biti na nek način varni. Tako tisti, ki bodo zavezanci oziroma bodo plačevali ta davek na nepremičnine, na drugi strani pa občine, ki bodo imele prihodek iz tega. In mislim, da smo tukaj dosegli tega, da se bomo ravnali znotraj sedanjih finančnih okvirov in da tukaj gre dejansko samo za prestrukturiranje danes zelo različnega in problematičnega NUSZ-ja na vseh področjih. In mislim, da bomo skupaj tudi z vami vred uspeli.